tukaj v Val Gardeni še zadnji skok za Ilko Štuhec prihaja v cilj. In Ilka Štuhec je na vrhu rezultatske lestvice za 51 sekunde. Odlična predstava in krik navdušenja ste lahko slišali v ozadju. Mislim, da je tole zanesljiva uvrstitev na zmagovalni oder na današnji tekmi, kajti veliko favoritin je že v cilju. Ilka Štuhec, iskrene čestitke, neverjetno hitro ste nazaj. Tam, kjer ste bili, preden je prišlo do tiste poškodbe, na številki 1 svetovnega ženskega smuka. Kaj je vaša prva misel v tem trenutku? Ne vem, nimam je. V bistvu pač... Ja ne vem, kaj ne rečem. Ja ne, vesela sem vala ful, ker pač pot nazaj vsekakor je bila zelo, zelo dolga. Začelo se relativno ok, ampak pač hotla sem malo več in ja, končno se pač poklopilo, odpeljala sem, fajn mi je bilo, tako da super. Kot da se je to današnje veselje napovedovalo, kajti že v minulih dneh ste objavljali, da vam ta proga ustreza, da se odlično počutite, da ste v formi, da je vse popolno in res se je pokazalo, da ste bili torej danes povsem na robu te popolnosti. Ja, so že deli, ki bi skoraj mogli biti malo bolj popolni, no bomo temu rekli, ampak zdaj, da je bilo pač vse ostalo dovolj hitro, da je bilo dovolj, da zmagam. Ja, seveda je zdaj le o občutkih težko govoriti, zato vas bom vprašal bolj takole tehnično. 2 sekundi ste bili hitrejši na tekmi od časov na uradnih treningih. To je pa ogromna razlika. Odkot ta rezerva? Ja, nekaj so vsekakor smuči, zato ker pač vem, da je malo brezpredmetno skoraj za trening, že čisto vse finiše, vse dat gor. Trening vozim tudi pač v trening dresu, ki je že malo raztegen, malo raztrgan in vse skupaj pač za tekmo pa tako je treba. Vzamem, oblečem pač podres, oblečem nov dres in se čisto zares brez šparanja, kjerkoli zaženem. Ja, prav veliko ogrevanja v sezoni si niste vzeli. Lake Louise, že 2 uvrstitve v deseterico, potem še Sankt Moritz in zdajle v Val Gardeni že na najvišji stopnički. Ali je to bila načrtovana časovnica? Ne, moram reči, da moja osebno načrtovana časovnica je bila mogoče, da pač preprosto gre od začetka tam, ko se je končalo, ampak roko na srce je to pač rahlo nemogoče, glede na to, da je res minilo dosti časa, odkar sem nazadnje tekmovala in da ravno tako vsi trenirajo in da pač malo zgubiš ta tekmovalni ritem, tekmovalni občutek in se ga pač treba navaditi oziroma sem si zdaj pač rekla, ok, dovolj je tega obremenjevanja same sebe, da moram zmagati in sem več preprosto smučala. Ja, tekmovalnih občutkov se je treba priučiti nekako nazaj, ampak tista lakota po najvišjih mestih, tisto pa verjetno ves čas obstaja, tudi takrat, ko vas ni na strmini. Vsekakor obstaja, ampak je lahko v mojem primeru včasih tudi malo slaba. Zato, ker pač res sama sebi naredim tako presijo, da pač to ni tako dobro in sem potem obremenjena, ne smučam sproščeno in se pač potem tudi to vidi na rezultatih. Ste bili nervozni na tem vodilnem položaju? Ste težko čakali vsako naslednjo smučarko, da pride v cilj? Ne, niti ne, ker jaz sem pač naredila svoje, kaj sem imela za narediti in nikakor ne morem vplivati, kaj bomo naredili vsi ostali, tako da pač s tem, kar sem pokazala, sem v bistvu zadovoljna. Še besedico 2 nam povejte pred super veleslalomom, s temi občutki današnjimi bo zelo lepo začeti jutrišnjo tekmo. Ja, vsekakor je super doza samozavesti, tako da se res v bistvu veselim. Hvala, čestitke in veselite se. Hvala.